Pozdravljeni! Po prvih 6 dirkah v sezoni 2020 lahko potegnemo kratko črto in pod njo povemo, katera so bila presenečenja tega prvega dela sezone in katera največja razočaranja. Na začetku bi rad poudaril nekaj enostavnih zadev. Prvič, ta prispevek je plod mojega videnja, mojega razmišljanja, mojih izkušenj, mojega znanja o Formuli 1. In nikjer ne piše, da je moje razmišljanje pravilno. Marsikdo izmed vas se lahko tudi ne bo strinjal ali s celoto ali s posameznim delom. In tako je tudi prav. Namreč bilo bi izjemno dolgočasno, če bi bili vsi enakega mnenja in enakega videnja. Zato je tudi prav, da tisti, ki dobite kako drugo varianto, boljši pogled, boljše mišljenje, to tudi v pripombe napišete. In druga zadeva se pa tiče praktično naslova tega prispevka. Gre za tista presenečenja in tista razočaranja prvega dela sezone. A če pogledamo v tej čudni sezoni 2020, lahko sklepamo, da bomo videli tam okrog 17-18 velikih nagrad. Lahko več, lahko manj. Zato podobno kot lani je to praktično pregled prve tretjine sezone. A nisem prepričan, da bo padlo točno na pravo dirko. Zato tudi tak naslov. In dotaknil se bom bolj ekip kot samih voznikov, kajti sezona 2020 je rahlo čudna. Imeli smo že večino tistih pristopov pred samim začetkom sezone, zato je težko govoriti, kako nas je kak določen voznik presenetil oziroma razočaral. Pri ekipah je zgodba rahlo drugačna. Izbral sem 3 presenečenja in 3 razočaranja. Začel bom kar s tistimi največjimi razočaranjem in presenečenjem. Mislim, da se bo večina izmed nas strinjala, da je skuderija Ferrari v prvem delu sezone največje razočaranje. Ne toliko zaradi tega, ker so bolid SF1000 zgrešili, vsaj kar se tiče mojega videnja, kompletne podobe, ki nam jo daje skuderija Ferrari. Temveč zaradi volje, ki so jo pokazali. Namreč pričakoval bi, da kljub temu, da ima projekt SF1000 določene napake, bi naredili vse, da bi ta zaostanek nadoknadili. In ko si v zaostanku, moraš biti hitrejši od ostalih, govorim tu z razvojem, da jih boš dohitel in če boš šel v pravo smer, jih boš lahko tudi prehitel v nadaljevanju. A nismo videli nič od tega. Tudi če bi se določeni razvojni paketi pokazali kot zgrešeni in bi šli zopet korak nazaj, ne bi bilo nič napačnega. Poglejmo samo, kaj se je zgodilo pri ekipi Red Bull in njihovem RB16. Pokazali so nov koncept nosnega konusa, kateri ni bil tako učinkovit, zato so se vrnili praktično nazaj na tistega prvega, tistega, ki smo ga videli že na predstavitvi. Nič takega. Poleg tega v skuderiji Ferrari se pojavljajo eni in isti problemi, katere smo videli že leta. In govorimo o strategiji, govorimo o medčloveških odnosih, a v kompletni sliki ne vidimo niti tu kakšnega napredka. Namreč lepo je obljubljati določene zadeve na predstavitvi bolida Formule 1 in ja, pri Ferrariju se potrudijo biti prvi, zato imajo pozornost vseh medijev praktično na tistih izrečenih stavkih. A treba je obljube tudi uresničiti in tu mislim, da vsaj v tem delu sezone smo vsi navdušenci in predvsem navijači ostali precej praznih rok. Nihče ne zahteva, da bi zmagali vseh dirk, ampak vsaj, da bi pokazali tisti zmagovalni duh, kateri je temelj vsakega športnega udejstvovanja. Namesto tega smo priča izgovorom, obljubamo neki svetli prihodnosti, katera je pa še tako daleč, da mislim, da nihče ne verjame, da se bo kaj od tistega uresničilo. Namreč preveč časa in preveč tiskovnih konferenc bo do takrat. Po drugi strani menim, da je treba priznati tisto največje pozitivno presenečenje ekipi Racing Point. In tu se morda marsikdo izmed vas ne bo strinjal, kajti ekipa Racing Point je praktično na tnalu v raznih medijih vsak teden.
Res obsojeni so bili zaradi nepravilnega prenosa tehnologij z tovarniške ekipe Mercedes. In seveda zadeva še ni končana, a treba je priznati nekaj. Dobro leto od tega je iz takratne ekipe Force India nastala ekipa Racing Point. Njihov lanski bolid RP19 je nastal v tistem vmesnem obdobju, takrat, ko sploh niso vedeli, ali bodo še obstajali in zagotovo niso imeli vseh primernih sredstev. Torej, v praktično prvem pravem poizkusu v lastništvu Racing Pointa so dobili metodo, kako postati konkurenčni. In če pogledamo njihove športne rezultate, so precej konkurenčni. Kljub temu, da so jim med konstruktorji vzeli 15 točk, so po 6 dirkah že prej omenjeno skuderijo Ferrari, kar je fantastičen rezultat. Vsi trije vozniki so dosegli točke in to je treba poudariti, da je izjemen rezultat v tej sezoni 2020. In tudi ta menjava, ki smo jo videli, ko je Sergio Perez bil pozitiven na COVID-19, kako so spravili Nika Hülkenberga na sedež, kljub temu, da se jim potem na veliki nagradi Velike Britanije ni posrečilo, fantastična zgodba na veliki nagradi 70. obletnice Formule 1, mislim, da ne sme iti v pozabo. Ali so vam všeč ali ne, ekipa Racing Point kaže, kakšne bi morali biti vse ekipe Formule 1. V njihovem duhu, v njihovem načinu razmišljanja, v njihovi organizaciji. Seveda manjka jim še tisto malo, da bi se lahko borili za stopničke na odru za zmagovalce, ampak vseeno, če bi jim drugi sledili, bi bile dirke še bistveno bolj zanimive in bistveno bolj razburljive. Vsak tak je moj pogled. V pozitivnem smislu, kar se tiče tistega načina, kako biti, nastopati v Formuli 1, so oni po mojem mnenju najboljši, kajti vsi se moramo zavedati, da Formula 1 je šport, kjer se morajo ukrivljati pravila. In videli smo, da so pri Racing Pointu jih kar precej ukrivili. Nato gremo na tisto drugo mesto, kjer imamo na primer McLaren kot drugo najlepše presenečenje in tovarniško ekipo Renault kot drugo največje razočaranje. Pa začnimo prvo pri tovarniški ekipi Renault, kjer so predstavili zopet nek ekstremen koncept bolida, kateri me je navdušil. Priznam, vemo, vsake oči imajo svojega sodnika. In RP20 je lahko izjemno zanimiv bolid, a na progi ni dokazal tiste svoje izjemnosti, katero sem vsaj jaz pričakoval. Res, videli smo določene prebliske, a v primerjavi z ostalimi ekipami bore malo. In poleg tega vidimo, da Cyril Abiteboul se kot majhen otrok kuja proti ekipi Racing Point. S prstom kaže, kako so po njegovem kršili pravila, praktično zgleda da kot neko maščevanje za tisto, kar se je zgodilo v tovarniški ekipi Renault na veliki nagradi Japonske v sezoni 2019. Seveda, tam se je ekipa Racing Point pritožila nad tovarniško ekipo Renault, vložila protest zaradi neskladnosti s tehničnim pravilnikom in pri FIA so razsodili res rahlo čudno. Namreč ugotovili so, da s tehničnim pravilnikom je bilo vse v redu, ampak ugotovili so kršitev športnega pravilnika in diskvalificirali oba bolida tovarniške ekipe Renault. Sedaj, Cyril Abiteboul kot da bi se hotel maščevati in to po mojem osebnem mnenju je otročje. Naj bi skušal rešiti takrat, ko je bil čas težave z lastno ekipo in sedaj naj bi nehal iskati neke pravičnosti na način, kateri ni lasten Formuli 1. Naj pozabi, naj gre svojo pot naprej, ukolikor išče maščevanje, drugače naj da trdne dokaze, da je bil na primer tehnični pravilnik kršen. A pustimo zdaj to zgodbo okrog tistih zavornih košar, še ni končana in videli bomo naprej. A vseeno mislim, da tovarniška ekipa Renault se mora dokazati na sami progi in ne na prizivnih sodiščih.
Dobre znake pri ekipi McLaren smo videli že v lanski sezoni, a letos so začeli to tudi potrjevati. Res najboljši izmed preostalih v lanski sezoni na začetku te sezone so izgubili ta primat proti Racing Pointu, vsaj v prvih 6 dirkah, a videli smo konstantno izboljšavo. Zanimivo je to, da na obeh dirkah v Silverstonu je njihova forma rahlo padla, po mojem osebnem mnenju zaradi čistih lastnostih šasije MCL35, ampak kažejo tisti napredek, katerega vsi navdušenci Formule 1 smo pričakovali. In zanimivo bo videti v sezoni 2021, ko bodo zamenjali pogonski sklop Renault s pogonskim sklopom Mercedes, koliko se bo izboljšal njihov paket. Zato sem jih dal na drugo mesto, kajti kažejo pravo smer in lahko nas bojo prijetno presenetili v naslednji sezoni. In na koncu, na tretjem mestu, zopet dva zanimiva primera, kaj pomeni presenečenje in kaj pomeni razočaranje. Kot presenečenje moram dati ekipo Williams. In pred nekaj urami je prišla na dan novica, da je družina Williams prodala ekipo določenemu finančnemu ameriškemu skladu. In to moramo po svoje šteti kot pozitivno novico oziroma vsaj neutralno. Sklad kot tak ni ne dober, ne slab lastnik, odvisno kakšni ljudje pridejo na površje in kakšne so njihove prioritete, kakšni so njihovi cilji. Tudi v Formuli 1 vidimo kar nekaj ekip, katere imajo znana imena in so pogosto zamenjala lastnike. Naprimer, že prej omenjeni McLaren je ena izmed njih, ampak tudi Ferrari, še za čase Enza Ferrarija ni bil več v njegovi lasti, vsaj ne totalno. Po drugi strani imamo tiste zgodbe z Geni Capital in bivšo ekipo imenovano Lotus. Vse je odvisno od ljudi. To, da imamo sklad, kateri je lastnik določene ekipe, kot sem povedal, ni dobro in ni slabo. A videli smo, da vsaj na kvalifikacijah je Williams v sezoni 2020 ulovil tiste zadnje ekipe na štartnem razporedu Formule 1, kar je velik korak naprej od tistega, kar smo videli lani. In tudi izguba glavnega pokrovitelja Rookie, saj v prvem delu sezone se ni tako poznala. Ta odločitev, ki jo je sprejela celotna družina Williams oziroma predvsem Sir Frank, mislim, da je pozitivna za prihodnost same ekipe. Tako kot smo videli, ni šlo več naprej in izbrali so verjetno tisto najboljšo rešitev, da bomo vsi zadovoljni. Oni kot ustanovitelji, novi lastniki in predvsem mi navdušenci ter Formula 1. Tisti, ki so pa po mojem osebnem mnenju tretje največje razočaranje, so pa tisti pri ekipi Alfa Romeo Racing. Zopet ekipa, katera je v lasti finančnega sklada, a je pokazala na tehničnem področju, vsaj na prvih 6 dirkah, kar velik korak nazaj. Predvsem na kvalifikacijah so se izkazali kot, milo rečeno, praktično najpočasnejši, če ne na isti stopni kot že prej omenjeni Williams, kar je bistveno slabše od tistega, kar smo videli lani in tistega, kar smo pričakovali vsi mi navdušenci in navijači. In mislim, da njihov projekt predvsem trpi pomanjkanje pravih inženirjev v strukturi. Vidi se tisti odhod Simonija Resta, kateri se je čudežno vrnil nazaj v Ferrari po eni sezoni in zopet so naredili tisti izbor, kateri se je marsikdaj pokazal kot napačnega pri ekipah Formule 1. Namreč zanašanje na tiste inženirje, kateri so že prisotni v ekipi. Moje osebno videnje je to, da ukolikor imaš dober kader v ekipi, mu takoj daš odgovornost in pravo mesto, ne čakaš odhod nekoga, da mu boš dal priložnost. To je pravzaprav neko gašenje požara z minimalnimi stroški, katero se na koncu v Formuli 1 redko kdaj pokaže kot uspešno. Resno, od Alfa Romeo Racing v prvih 6 dirkah sem pričakoval več, ampak pričakoval sem več na nivoju športnih rezultatov. In razočaran sem tudi nad, motivacijo, ki jo vidim pri Kimiju Raikkonenu. Že v času Ferrarija sem opazil, da predvsem njihov formi in tudi letos smo videli kar nekaj zanimivih predstav, a ni tiste konstantnosti,
ki bi jo pričakoval od nekoga z njegovimi izkušnjami. Videli bomo, če bo nadaljeval v naslednji sezoni, ima res že kar nekaj let in težko bo dobil z takim bolidom motivacijo vztrajati v cirkusu Formule 1. Toliko o mojem videnju o tistih 3 največjih presenečenjih in tistih 3 največjih razočaranjih in govorimo o prvem delu sezone. Seveda po nekaj dirkah bo sledil naslednji prispevek, kjer bom zanaliziral, kaj se je zgodilo pač v drugem delu. Zaenkrat pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.